Dober dan. Na začetku bi se rad zahvalil vsem mojim Patreon podpornikom v moji skupini, ki presenetljivo, nisem pričakoval, ampak ful hitro raste, pa ful raste. Teda hvala vsem, ki v bistvu skrbite, da delam lažje to, kar delam, pa da pač podpirate moj content nasploh. Zdaj so se v skupini tudi začele ful razvijati razne debate, pač ne objavljam med samo jaz. Ljudje tudi sprašujejo, ljudje dajejo svoje vložke v skupino, pač ker dejansko imam vsak, ko je v skupini, lahko objavlja, pa se pol razvija neka debata. Tako da v bistvu to je bil cilj te skupine, pa nasploh neke posebne Patreon skupine, no. Da se pač menjajo mnenja med nami. Teda, to je to, zdaj pa gremo na video. A veš, oni rek, vse je za nekaj dobro. No, to je načeloma moja življenjska filozofija in v vsaki stvari, če se le da, poskušam pač najti nekaj dobrega, oziroma vsaj da ni samo negativnih stvari. In v to pade tudi pač ta situacija, v bistvu, ko se zdaj dogaja. Se pravi, lažne informacije, pretiravanja, različni ukrepi naše vlade, ko bi jih lahko v bistvu tudi dal pod pretiravanja, konstantno bombardiranje z nekimi informacijami, ki so resnične ali pa niso, je zdaj čisto vseeno. Važno je to, da so skozi neke, konstantno neke informacije, ki pač pritiskajo na našo psiho. Tudi v teti stvari oziroma situaciji probam najti neko pozitivno stvar in mislim, da sem jo našel. Mislim, to stvar bi lahko označil ali pozitivno ali pa negativno, zdaj odvisno iz katerega vidika gledaš, ampak jaz sem en njen vidik označil kot pozitivno. O kateri stvari se pa v bistvu gre? To je pa metabolno stanje celotne populacije, pač tako slovenske kot tudi svetovne. Ko sem omenil, danes bomo govorili o metabolnem stanju nasploh celotne populacije, mogoče se itak tiče malo bolj za Slovenijo, če pač predstavljam to temo slovenski populaciji, ampak je pač čist na celem, pač na svetovnem nivoju situacija približno ista. Stvar sem sam označil kot dobro predvsem zaradi tega, ker nam je korona pač sama po sebi ni dobra, ne? Ampak nam je pač z vidika pač ukrepov, z vidika tega, kar se dogaja, kot ti, če kdo korono stakne, pa kdaj pride do zapletov, nam je v bistvu osvetlila, da naše metabolno stanje mogoče ni najboljše, oziroma naše metabolno stanje trenutno ni v najboljšem stanju. Ok, zdaj pa, ker sem že 10-krat rekel besedo metabolno stanje, je najboljš, da prej, da začnem sploh kaj nakladati, sploh razjasnim, kaj mislim z besedo oziroma z besedno zvezo metabolno stanje. S tem mislim v bistvu vse, kar se tiče metabolizma nasploh. Se pravi, metabolizem sladkorja v telesu, metabolizem maščobnih kislin oziroma pač metabolizem trigliceridov, nasplošno zdravje kardiovaskularnega sistema, kognitivno zdravje oziroma metabolizem, ko se gre za kognitivno zdravje, predvsem metabolizem glukoze, psihično stanje vsakega posameznika, fizično stanje oziroma splošna fizična pripravljenost vsakega posameznika, pa še ene par stvari. V glavnem, to vse jaz mislim, ko zdaj v tem videu, ko govorimo o metabolnem stanju. Ok, vse, kar sem zdaj omenil, je v zadnjih letih, oziroma bi lahko rekli celo desetletjih, gre vedno na slabš. Zdaj pustimo vzroke, ki pač vsak ima svojo teorijo, zakaj se to dogaja. Važno je, da vemo, da se v zadnjih 10 rečemo ali pa 20 letih vse to, kar sem omenil, sam še poslabšuje pri splošni populaciji oziroma pri večini splošne populacije. Zdaj pa gremo levo po vrsti. Zaenkrat še nimamo veliko metaanaliz oziroma nekih ful dobrih študij ali pa študij, ki bi trajale ful dolgo časa v primeru koronavirusa, ampak imamo pa podatke, ki kažejo, in to dolgoletne podatke, metaanalize, kvalitetne, ki so v bistvu že kot nek fakt, da te stvari znajo pomagati kot preventiva pri situaciji, ko je zdaj naprimer koronavirus. To so po moje 4 stvari, o katerih bom jaz danes govoril. Prva stvar je vitamin D3, druga stvar je nasplošno gibanje, tretja stvar je kvaliteta prehrane, četrta stvar je pa druženje, nasploh pač socializacija. Vse te 4 stvari se itak navezujejo, plus tega, da zdaj o spancu sploh ne bom govoril, zaradi tega, ker imam posebne videe o tem, pa sem že dosti govoril o tem, bom pa danes govoril samo o teh 4 stvari. Pa bomo začeli z druženjem. Druženje, predvsem v trenutnih časih, poskrbi za zniževanje psihičnega stresa. Zdaj, to pa itak nastaja, tako sem že prej omenil, konstantno bombardiranje z nekimi informacijami. Koliko je okuženih, koliko testov smo naredili, koliko ljudi je umrlo, kako je stanje v državi zdaj zaradi tega virusa, kako je stanje po svetu, koliko ljudje umirajo. In
ko se mi z nekim prijateljem ali pa v družini pogovarjamo o neki zadevi, lahko ti vidiš ne samo svoj pogled na to neko stvar, ampak tudi pogled od tvoje mame, od tvojega ata, od tvojega najboljšega prijatelja. Nasploh pač pogledi različnih ljudi dejansko znižujejo raven stresa, ko ga pač naše telo zazna kot pač nek stres. Se pravi, bo druženje v bistvu znižalo neko anksioznost, pomagalo bo tudi, ne vem, sej cartamo se tudi, ne? Cartanje v bistvu sprošča oksitocin, oziroma nasploh kvaliteten, prijazen pogovor sprošča že sam po sebi oksitocin. Ko se pa ti dotakneš druge osebe, ko si daš roko, ko se objameš, ko greš na kavč pa se cartaš 2 ure ali pa 3 ure zraven filma, vse to sprošča oksitocin, kar zmanjša raven našega stresa. Teda, to je ene par stvari, ko jih bi druženje lahko pomagalo rešiti. A ja, pa sem še to. Vse te 4 stvari, o katerih bom danes govoril, čist vse 4 stvari karantena odreže. Se pravi, ni vitamina D3, ker se ne smemo zunaj gibati, oziroma moramo zmanjšati gibanje od zunaj, ko že tako ni veliko, ni druženja z ljudmi, oziroma samo s tistim, ko se v skupnem gospodinjstvu, ni optimalne aktivnosti telesne, pa ni optimalne prehrane, zato ko pač smo bolj kot ne doma, nočemo hoditi, oziroma ni fajn, če hodimo, ker se bojimo karkoli. Se pravi, vse to 4 se zmanjša. To je samo tek malo za zamisliti. Naslednja stvar je vitamin D3. Vitamin D3 predvsem kaže po večletnih raziskavah, da količina vitamina D, ko ga ima pač posameznik v telesu, močno vpliva na kardiovaskularno stanje nasploh telesa. Se pravi, manj vitamina D3, ko imamo, večje je tvegano za težave, ki so kakorkoli povezane z srčno-žilnim sistemom, koronavirus na primer je. Večje količine vitamina D3 so pa povezane z boljšim stanjem česarkoli glede kardiovaskularnega sistema. In vitamin 3 se sintetizira ob prisotnosti sonca oziroma nasploh dnevne svetlobe. In te je vedno manj. Zdaj tule gor na strani bojo letele itak študije, oziroma že letijo. Bom pa tudi objavil, mislim, da bo tule neki gor na levi strani ali pa nad mano, bo tak sivi kvadratek se pojavil, kjer lahko greš na video, ki sem ga posnel, mislim, da lani enkrat. In v bistvu govori o raziskavi, ki jo je naredil inštitut v Sloveniji na slovenski populaciji, kjer so merili vrednost vitamina D čez celo leto. Pokazalo se je, naprimer, da v določenih predeljih leta je tega vitamina D manj in ko si boš pogledal video, boš v bistvu videl, kateri so tisti meseci leta. Na koncu tega videa povem tudi, kako je pametno suplementirati vitamin D, kdaj pa zakaj je vitamin D oziroma sinteza vitamina D tudi ful odvisna od tega, kakšno količino maščobe imamo mi v telesu, pač koliko imaš ti procentov maščobe. Teda zdaj glede vitamina D ne bom zgubil preveč besed, vse študije bo itak v Patreon skupini, ko so tu letele, link do videa bo pa od spod ali pa tule vzgor, ko se je prej pokazal. Ok, zdaj naslednja stvar je vadba. Vadba, pač to je že znano, to je zdaj fakt, to sploh ni več vprašanje, da je vadba eden izmed največjih oziroma najmočnejših protiukrepov za katerokoli bolezensko stanje. Če je vadba seveda v obsegu nekih normalnih mej, se pravi ne preveč, pa ne premalo. To je za vsakega posameznika drugače. Splošne smernice se bojo napisale tule, si jih lahko pogledaš, ampak itak je individualizirano glede na posameznika. V glavnem, to je fakt, telesna aktivnost, redna telesna aktivnost je najboljši, skoraj najboljši protiukrep za katerokoli bolezensko stanje. Zdaj, jaz nočem s tem povedati oziroma promovirati, da zdaj, ko je pa stanje koronavirusa oziroma ko se dogaja to, kar se dogaja po svetu, moramo pa mi vsak dan odlaufati en maraton pa trenirati vsak dan na polno. Ne. To pomeni, da boš vzdrževal nek volumen treninga, ki si ga imel do zdaj, oziroma če ga nisi imel do zdaj, počasi začneš inkorporirati neko fizično aktivnost v tvoj vsak dan. Pa to prvo začneš z enkrat tedensko, potem začneš z 2krat tedensko, potem spremeniš tip treninga, da je enkrat moč, enkrat kardiovaskularno, karkoli. To mi lahko, če te slučajno zanima, pa prej res nisi telovadil, kar dvomim, da je bil kdo tak, da res ni nič telovadil, mi piši v zasebno, piši v komentar, pa ti bom, ne vem, dal neka okvirna priporočila, da lahko varno začneš z vadbo. A ja, pa še to, za vse, ko ste pa zdaj ful trenirali, pa se naprimer bojite izgube mišične mase, kar je čisto logično, da se pač vsako vpraša, koliko mišične mase pa zdaj izgubil, ko ne mogo trenirati v fitnessu. Prvo kot prvo, če ni fitnessa, gre vseeno trenirati. Je malo teže, naprimer še posebej, če že imaš neko ful razvito mišično maso, boš težko
se približal temu, kar si lahko v fitnessu naredil, ampak pač delaš trening, ki bi se mu v bistvu lahko reklo trening do odpovedi. Je pa bilo pokazano, mislim, da celo so delali raziskavo med prejšnjo karanteno, itak bom tule gre delil, da more biti za vzdrževanje mišične mase, tudi pri ljudeh, ko imajo že neko napredno mišično maso, oziroma lahko bi rekel pri športnikih, je dovolj 1/9 volumna tega, kar si delal prej na tedenski ravni, da ohraniš mišično maso. Se pravi, nek impuls mora biti, ampak 1/9 res ni veliko. Ok, pa smo že pri prehrani. Že tek ali tek se po večini ne prehranjujemo neki full optimalno. Zdaj, tek način oziroma taki ukrepi, kot trenutno so, pa še bolj spodbujajo, se mi zdi, k temu, da se dogaja neko ležanje na kavču, pa neko grickanje čez cel dan, neki bolj fast food oziroma hitro pripravljena hrana, pa se zniža vnos bolj hrane bogate s hranili. Lahko bi pa to stvar pogledali malo iz drugega zornega kota. Kaj pa če bi zdaj, ko imamo mogoče malo več cajta za sebe, začeli malo spreminjati oziroma malo bolj vnašati večje količine hrane, ki je bolj bogata s hranili, pa zmanjševati količino hrane, ki je manj bogata s hranili. Naprimer, tek bi jaz osebno gledal zdaj na to situacijo, ko se dogaja. Zdaj bi si lahko naprimer malo uredili prehranske navade, zdaj bi lahko malo uredili naš urnik, da bomo jedli, kaj bomo jedli. Lahko bi si malo začeli en teden, 2 tedna, ko bojo kao trajali ti ukrepi, si lahko v bistvu malo vodimo kalorije, zato ko imamo več časa. Samo to, da vidimo okvirno sliko, koliko pojemo. Ker naprimer povečana telesna masa oziroma predvsem povečana maščobna masa je eden izmed razlogov, da pride do komplikacij pri kakršnem koli bolezenskem stanju, ne samo pri koroni. Zdaj to ne pomeni, da pa mi zdaj, ko se dogaja korona ali pa nasploh, ne smemo jesti nič sladkarij, nič fast fooda. Ne. S tem ni nič narobe, v bistvu je to po eni strani še fajn, ker če imamo nek prehrambeni plan, se ga je veliko lažje držati vsaj iz psihičnega vidika. Če imamo tu pa tam kako stvar, ko je mogoče ni najbolj optimalna kot prehrana, ampak da jo dodamo zraven, ne vem, kaka predelana, visoko procesirana hrana, kak čips, karkoli, zaradi tega, ker smo tudi psihično bolj, ok, pa vse lahko tu pa tam jem, pa ni nič narobe. Ne me narobe zastopiti, da se to ne sme jesti, ampak ne sme predstavljati, pa to je pa zagotovo, ne sme predstavljati količinsko večine naše prehrane. Ok, zdaj si pa pogledamo, zakaj imajo v bistvu te 4 stvari smisel, ko govorimo o pač trenutnem koronavirusu. Prva stvar je zaradi tega, ker so v 99% primerih, ko je v primeru koronavirusa prišlo do nekih komplikacij, da so mogli ljudje, ali da so padli v komu, da so mogli ostati v bolnicah, ali da se je celo pač da je posameznik pač umrl. V 99% primerov je bilo neko komorbidno stanje zraven. Komorbidno stanje pa v bistvu pomeni neko stanje, ki je bilo tam že, naprimer, pred korono in ko je pač človek se okužil s koronavirusom, je tisto stanje, ki je bilo prej tam, poslabšalo odziv imunskega telesa na koronavirus in je pač prišlo lažje do komplikacij. To ne pomeni, da če pa ti si čist zdrav, pa da dobiš koronavirus, ne more priti do komplikacij. Lahko, ampak prihaja do komplikacij v 1% primerov, če prihaja do komplikacij. Zdaj pa, katera stanja so pa v bistvu bila največkrat zaznana kot komorbidna stanja? Lahko da je bilo eno, ponavadi jih je pa več. Zdaj, prvo, najbolj znano je metabolizem sladkorja nasploh. Se pravi, prediabetes, nek diabetes, tipa 1, tipa 2, karkoli. Se pravi, metabolizem sladkorja nasploh in inzulinska rezistenca. To je bilo eno izmed najbolj pogostih stanj, ko se je pojavljalo. Drugo, ko je bil naprimer povišen krvni pritisk. Zdaj, krvni tlak oziroma pritisk, karkoli, je lahko povišen itak zaradi več razlogov. Tretjo stanje, ko je bilo zraven, je bilo stanje nasploh povečano tveganje za kakršnokoli srčno-žilno obolenje. Zdaj, predvsem se to dogaja naprimer pri kadilcih, je pa tudi pri ljudeh, ki se premalo gibajo, ki imajo preveliko telesno težo oziroma predvsem maščobno maso, pri ljudeh, ko se ne prehranjujejo, tako bi se bilo treba za tistega pač posameznika. Se pravi, vse to vpliva na srčno-žilna stanja, ampak kvaliteta srčno-žilnega sistema igra zelo, zelo veliko vlogo pri komplikaciji s koronavirusom. No, zato se tudi v bistvu dogajajo primeri, ko rečemo, ja, pa tudi mlad človek je dobil koronavirus, ne vem, mlad človek manj kot 40, manj kot 35, je celo, nekateri so celo umrli, oziroma se jim je pač stanje vsaj tako zapletlo, da so se pač pojavljali neki hujši simptomi. In v takih primerih je bilo v skoraj vedno krivo neko komorbidno stanje. Ok, to je v bistvu to. Nočem biti predolg, hotel sem samo poudariti, da v trenutnih ukrepih oziroma stanju, v katerem je naša država, ne pozabiti na te 4 stvari. Vitamin D3, fizična aktivnost, druženje z bližnjimi, pa kvalitetna prehrana. To so 4 stvari, na katere je res
potrebno zdaj še bolj paziti, pa jaz bi osebno dodal še spanc. Ampak o spancu itak danes nisem hotel govoriti, zato ko preveč govorim o spancu. Ampak spanc je po moje še bolj glavno od vseh teh štirih. Vsi videi, ko so tudi relevantni zdaj za to temo, o kateri govorim, se bojo itak med tem vlogom so se tudi gor pojavljali, plus vse bom linkal od spod v opisu videa. Teda si lahko greš pogledati, če te karkoli zanima, glede česarkoli, pač da bi rad malo bolj zoptimiziral, da bi bil bolj ziher, da se ti ne bo karkoli zgodilo. Hvala za ogled, upam, da ste vsi zdravi, pa da boste zdravi ostali, da ste veseli, pa da boste veseli ostali, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!